V letu 2010 smo bili drugo leto zapored priča zeleni barvi na večini razvitih in tudi razvijajočih se delniških trgih. MSCI indeks razvitih delniških trgov je lansko leto na vrednosti pridobil 9,6%, medtem ko je MSCI indeks delniških trgov v razvoju v letu 2010 zrasel za 16,4%. Ne glede na zgodovinsko statistiko, ki kaže, da lahko na delniških trgih vsako tretje leto pričakujemo negativne donose, pa trenutne razmere v svetovnem gospodarstvu in na kapitalskih trgih še naprej kažejo na okolje, ki je naklonjeno tveganim naložbam. Za letošnje leto pričakujemo nadaljevanje cikličnega okrevanja svetovnega gospodarstva, a bodo v zahodnem svetu gospodarsko rast še naprej spremljale strukturne težave, v državah razvoja ostaja še naprej največje tveganje naraščajoča inflacija in z njo povezani ukrepi tamkajšnjih oblasti. Podobno kot v letu 2010, tudi letos v določenih obdobjih na delniških trgih pričakujemo povečano volatilnost, vendar brez večje prekinitve pozitivnega trenda, ki na svetovnih delniških trgih traja od marca 2009 naprej. Če smo še v letu 2010 govorili, da je rast ameriškega gospodarstva v veliki meri odvisna od stimulacij in procesa obnavljanja zalog, lahko v letu 2011 pričakujemo večji prispevek končne potrošnje, kar pa je na daljši rok za ekonomijo bolj zdravo in vzdržno. V ZDA bo potrebno še naprej spremljati trg delovne sile, saj bo le nižja stopnja brezposelnosti povzročila večjo potrošnjo gospodinjstev in posledično večje investicije podjetij in s tem bi bil krog vzdržne gospodarske rasti zaključen. Podjetja so trenutno najbolj zdravi segment v strukturi gospodarstva. Pohvalijo se lahko z rekordnimi količinami finančnih sredstev in če podjetja ne bodo pričela z investicijami v nove projekte, lahko pričakujemo vrnitev presežnih likvidnih sredstev v obliki dividend oziroma preko nakupa lastnih delnic, kar ponovno pomeni pozitiven signal za delniške naložbe. V tej fazi cikla lahko pričakujemo tudi povečan delež prevzemov in združitev, ki še zaenkrat daleč pod nivoji iz leta 2007. Predvsem v razvitem svetu je še naprej za pričakovati vodenje ekspanzivne monetarne politike in če pogledamo v zgodovino, v zadnjih 50 letih še nikoli nismo bili priča prekinitvi pozitivnega trenda na delniških trgih v obdobju padajočih oziroma rekordno nizkih kratkoročnih obrestnih mer. Šele ko so kratkoročne obrestne mere zrasle, smo bili na delniškem trgu priča obratu v negativni smeri. Ob tem omenimo še zanimiv podatek, da smo z oktobrom leta 2010 vstopili v drugo polovico predsedniškega mandata v ZDA, ko se prične obdobje najhitrejše rasti na delniških trgih in traja 1 leto. Tretje leto predsedniškega mandata v ZDA je vlagateljem povprečju na letni ravni prineslo 17,6% realen donos. Poglejmo še vrednotenja. V absolutnem smislu danes ne moremo govoriti o podcenjenosti delniških naložb. Schillerjev PI10 kazalnik ameriškega delniškega indeksa S&P 500 znaša trenutno več kot 22, medtem ko znaša zgodovinsko povprečje 16,6. Gledano relativno pa lahko danes še vedno govorimo o podcenjenosti delniških naložb, predvsem v primerjavi z obveznicami. Gibanje razlike med donosi državnih vrednostnih papirjev in donosi delniških naložb kaže, da smo bili v zadnjem stoletju le redko priča trenutkom, ko so delnice v primerjavi z državnimi vrednostnimi papirji kotirale s takšnim diskontom kot danes. Med dejavniki, ki govorijo v prid nadaljnji rasti delniških trgov, je tudi potencialna realokacija denarnih sredstev med naložbenimi razredi, kar pomeni potencialno selitev iz obveznic oziroma obvezniških skladov v delnice oziroma delniške sklade. In kakšno rast pričakujemo na delniških trgih v letu 2011? O pričakovani 10 do 15% rasti dobičkov podjetij letos in o predpostavki, da se kazalniki vrednotenja bistveno ne spremenijo, lahko podobno rast kot pri dobičkih pričakujemo tudi na borzi. Poleg trga delovne sile predstavlja v ZDA dodatno tveganje še gibanje na nepremičninskem trgu in možen ponoven padec cen nepremičnin. V Evropi bomo priča nadaljevanju razpleta evropske dolžniške krize. Obstaja tveganje širitve krize v ostale problematične države, Portugalsko, Španijo, Belgijo, Italijo, kar bi pustilo negativne posledice tudi v francoskem in nemškem gospodarstvu in s tem najverjetneje povzročilo spremembo odnosa do tveganja vlagateljev. Na trgih v razvoju bo v letu 2011 ena glavnih tem naraščajoča inflacija in negotovost glede morebitnih ukrepov s strani oblasti v borbi za zmanjšanje likvidnosti in pregretosti v določenih delih gospodarstva.